Spoštovane gledalke in gledalci, zanimiv večer vam želim. Nekoč, ko sem bila mlada, smo zvezde slovenske televizije, zvezde gledališča, opere, zabavne glasbe in umetnike gledali z globokim spoštovanjem. Tega, da nekoga raje gledamo ali poslušamo, koga raje ali koga malo manj, nismo nikoli obešali na veliki zvon, nismo si dovolili soditi ali pomanjševati njihove vrednosti. Vsake toliko sem na kakšnem vogalu slišala pripombo, kaj pa si misli on, da je. In ko je to prvič letelo name, sem bila presenečena. Biti slavna, biti legenda, res ni bil nikoli moj cilj. A je slava sploh lahko cilj? Je slava moč? Dobro se še spomnim, kako sem se tresla od razburjenja, ko me je nagovoril veliki igralec Polde Bibič in kako sem komaj izdavila svoje ime igralcu Ratku Poliču. Ko pa sem ju pobliže spoznala, sta se izkazala za čuteča, dobrodušna človeka, ki bi za svoje poslanstvo, za svojo umetnost šla do roba in čez. Občutek, da nekoga spoštujem in visoko cenim zaradi njegovega dela in realen stik z njim, jaz gojim kot cvetinjo. Ta miks občudovanja in hkrati pristen stik s človekom, to me bogati. Z mojim nocojšnjim gostom sva začela ustvarjati svoje poslanstvo nekako v istem času in čeprav se je meni, kako bi rekla, zdel, da je vedno korak pred mano, da je višji, večji, ker sem večinoma vedno jaz odgovarjala na njegova vprašanja. Televizija je čaroben medij in ja, jaz sem bila vedno njegova gostja, potem pa sem celo v nekem obdobju sodelovala v njegovi oddaji. In dobro se spomnim, kako mi je na enem od snemanj njegove oddaje zletelo skozi glavo, ko sem ga gledala, kako dela, da ga občudujem, ker je tako natančen, fokusiran in da sem si rekla, da tudi jaz hočem biti takšna. In nenazadnje me je ganila njegova spoštljivost. Spoštljivost je darilo, ki ga da Mario vsakemu, ki pride v njegov studio, ki pride v njegovo življenje. Tako čutim jaz. Ja, dragi moje legende in zvezde, ustvarjamo mi, ki jih spoštujemo. In občudovati in spoštovati je lepo, krepi duha. Dobrodošel, Mario Galunič. Dober večer, hvala za povabilo, lepo zdrav zvezdana. Izvoli, sedi. Kakšen uvod. A bom lahko prišel do stola? Hvala. No, Mario, si kdaj ti v življenju mislil, da ti bo kdo rekel, da si legenda? Mislim, kaj ne rečem. Po eni strani prija, mislil si nisem, pričakoval nisem delal na tem. Včasih je to težko slišati, ker to pomeni, kaj to zdaj pomeni, da so najboljša leta že mimo, ali Ja. da si res zaslužil, da ti kdo to reče, ker tu in tam to slišim. Verjetno je razlog za to, da sem res že kar dolgo časa na ekranih, več kot 30 let. Ja. In da sem v tem času veliko naredil, ne vem, 800 oddaj, približno. In je to kar kilometrina, ki jo je težko doseči. In če jo dosežeš... A je sploh kjer Slovenc že dosegel? Ne vem, v Mislim, da ne. razvedrilnih oddajah, po moje težko. Ali so prej odnehali, ali niso imeli priložnosti toliko in toliko let vsak teden delati oddaje. Sej to ne pomeni, da ni kandidatov, ampak imel sem srečo, bil sem, ne vem, na pravem mestu v pravem času, da mi je to uspelo. In še zmeraj delam in še zmeraj
sem polno Ne zgleda, zaposlen. da bi ti kam lezel v globoka leta. Ne, meni je to kar poživlja, moram reči, da ne rečem pomladi. Ko sem pred kamerami, sem jaz človek brez problemov. Večinoma, ko pridem v studio, tudi če imam slab dan, tudi če se ne počutim dobro, imam težave lahko v zasebnem življenju, kjerkoli, ko pridem v studio, se meni zdi, da so vsi problemi odšli. To se mi zdi tako zdravilno skoraj. To je tako, kot pri nas na odru, ne? Mi včasih, jaz se spomnim, mislim, včasih je bilo sicer še hujš, ker ti je kdo umrl, pa nisi smel iti, ker je bila pač predstava, nisi smel iti na pogreb, ampak si stopil na oder in si pač živel tisto, kar je bilo treba, ne? Po moje zelo primerljivo, gre za neko vlogo, vstopiš v neko vlogo, v nek svet, v nek mehurček, si morda nekdo, neka najboljša izdaja sebe, ne? In takrat živiš po svoje, po nekih svojih pravilih. In to mi je kar všeč. To se pravi, da v bistvu niti ni tako zelo slabo, če ti rečejo legenda, ne? Pa v bistvu niti ni tako slabo. Mislim, da sem veliko moral narediti za to, tako da, če mi kdo to reče, se mu hvaležno nasmejim, tako kot tebi. Tako da hvala, res. Ja. Ker namreč, se veš, mi Slovenci se gremo zelo velikokrat lažne skromnosti, a ne? Ja, seveda, to je skoraj nujno, skoraj sodi, ne vem, v nacionalno mentaliteto, ne? To se spodobi, da si ti skromen, ne? To sem velikokrat začutil, velikokrat doživel, da je to bolje, bolj varno, z manj težavami napreduješ ali pa greš skozi življenje, če si skromen, ponižen, sramežljiv, se skrivaš za kom. To je kar popularno. Ja. Kaj pa, ti si doživel, da ti je kdo rekel, kaj si ti misliš, da si? Mislim, jaz sem vse delal v teh letih ali desetletjih kariere, da se to ne bi zgodilo, ker imam neke sramežljivosti v sebi, jaz nisem navajen riniti v spredje, nisem navajen biti glasen, ko so drugi tiho, nisem navajen biti prvi, ne držim družb po konci in tako naprej. Sem bolj malo v ozadju, kot sem Mario, ko sem privat. Zato mislim, da ni bilo veliko razlogov za to, verjamem pa, da je to kdo rekel, zato ker so pač momenti, ko tako zgleda. Ja, že sam zaradi tega, ker si na ekranu, ker si na odru, ker te opazijo, ker se težko skriješ. Zadnjič sem bil na enem sprejemu, čisto zasebno pravzaprav, med množico in tam se je jedlo in pilo in tako naprej. Mislim, nenavadna situacija. In je bila pred eno postajo, je nekdo opekel palačinke s pistacijo. Meni se je to strašno jedlo, ker imam to zelo rad. In je bila gneča, dolga vrsta. In sem tam enemu gospodu rekel, ne da se mi čakati, pač ne bom jedel teh palačink. In reče, vam bom jaz uredil, vse ste Mario, vi boste takoj dobili to palačinko. In jaz, ne, prosim, ne mimo vrste, to bo vse narobe. In ne vem, kako mu je to uspelo, njemu je to uspelo. In zdaj recimo, da me je nekdo videl s tisto palačinko in si mogoče lahko rekel, kaj si pa jaz domišljam. Ampak nisem hotel izkoristiti svojega statusa. Jaz priznam, jaz dobim, kdaj je pri mesarju boljši kos, ne? Sej. Se mi zdi, no. Ampak se mi zdi, da na koncu vse si tudi zaslužim, ne? Mislim, vsega nisi zahtevala. Ja, nisem ga zahtevala, mislim, da je to pomembno. Pa vedno dam, vedno več, kot je treba, če se da. Se pravi, si velikodušna. Mislim, da je pomembno, da ti ne zahtevaš. Zdaj, če ti drugi pridejo nasproti s kakšno ugodnostjo, s kako lepo gesto, mislim, da bi bilo zelo nespodobno to zavrniti. Jaz mislim, da se ljudje ob tem dobro počutijo. In oni in ti. Torej ni poraženca. To je v redu. Tako da ni pa v redu, če prideš ti v mesnico in si domišljaš, da moraš dobiti boljši kos, zato ker si zvezdana. A si ti srečal kakšne? Ker ti si pa srečal res veliko. Slovenskih, mislim, da ni slovenske zvezde, ki ti ne bi srečal. A si srečal, ker se jih ne rabiš poimenovati? Ne, se jih ne bom. Jaz sem seveda v svojem poklicu ali pa v svoji službi srečal na stotine znanih Slovencev. Pravzaprav zdaj nimam več takega vsakotedenskega stika, tako da nisem več v najboljši formi, kar se tega tiče, ampak so bila leta, desetletja, ko sem dejansko se vsako leto družil samo z znanimi Slovenci. Cel teden sem se družil ali dopisoval, ali se pogovarjal, ali pa potem pred kamero. Tako da res sem poznal skorajda vse. In seveda so bile izkušnje vseh sort. Ko ti spoznaš človeka ne samo pred kamero, ampak tudi za njo, tam ti sploh človek več pove o sebi, hoče ali noče. Tako da ne morem reči, da so vsi znani Slovenci super, da so vsi enako dobri, da vse enako spoštujem. To seveda ni res, ljudje so različni. Tako da mi je uspelo v teh letih se z nekaterimi tako iskreno spoprijateljiti,
Res. vem, ja. Ali pa vse ohrani dobre stike. Ja. Recimo ohraniti številke v telefonu in vem, da lahko pokličem, koga potrebujem ali kar tako. In obratno seveda. Zdaj so si ti tako ostal, Ja, ne? to je Kaj pa sploh. z Natašo? Z Deso, če grem po vrsti, z Deso, ki je bila moja prva sodelavka pred kamerami, Ja. sva ostala od leta 95, se pravi 30 let, neprestano v stiku, neprestano si kličeva, piševa, se obiskujeva, skratka, sva na tekočem, kaj se dogaja. Tako da to prijateljstvo ima res najdaljši staž in sem zelo, zelo vesel, da je tako. Mi je zelo veliko dala v življenju, zelo prispevala k mojemu razvoju, k mojim pogledom. Ona je bila nek tak svetilnik v mojem... Ena taka sproščena, prizemljena ženska, ne? Absolutno. In tudi, ko sem jaz prišel v Ljubljano, oziroma ko sem začel delati pred kamerami, se je zelo hitro ona pojavila, Ja. je bila ona že zelo izkušena. Prvič je bila mama 3 otrok, bila je, ne vem koliko filmov je posnela na televiziji, že nič koliko oddaj, naredila skečev in tako naprej. Poznala je ta svet, poznala je stran poti tega sveta, poznala je zakulisje tega sveta, opozarjala me na toliko reči. Jaz sem z njo, ne vem, bil na hitri cesti v tem show biznisu. Jaz sem veliko nevarnosti morda mi je bilo prihranjenih, zato ker sem imel njo ob sebi. In tudi sicer jaz sem bil star takrat, ne vem, 25 let, so se mi ene stvari zdele zelo pomembne, ki v bistvu niso bile. Ona mi je to povedala, samo se veš, to moraš priti sam do tega. Do tega, ja. Ampak ni nekih hudih bližnjic, ampak so bili ti nasveti. Jaz sem ji z veseljem prisluhnil in je nekako zares častil in je zelo nerodno, ko jo to povem, ampak izjemno pomembno vlogo je imela v mojem tudi medijskem življenju, tudi v tem profesionalnem. Kako lepo. Prav spremenila je mene tako popolnoma. Ne? Jaz mislim, da brez nje bi jaz bil drugačen in tudi moja pot na televiziji bi bila drugačna in sem vesel, da se še druživa. Kar se tiče Nataše Tičraljan, s katero sem potem delal, kar čez nekaj let, z njo sem izredno rad sodeloval pred kamero, nisva pa uspela nikoli vzpostaviti nekih tesnih zasebnih povezav ali vezi, niti ne takrat, ko sva delala, niti ne kasneje, tako da, ko sva nehala sodelovati, sva se tudi, kaj ne rečem, izgubila. Za njo sem pa prišla jaz, se ti spomniš? No, vidiš, potem je prišla pa Zvezdana. Kaj sem si jaz upala v njene čevlje, ker je ona bila genialna. Ona je bila To seveda sem te vedno odlična. hotela vprašati. Kako si upal mene, ker jaz nisem imela tudi ne izkušenj biti komedijantka, a veš? Jaz sem, takrat smo bili seveda v iskanju moje nove sodelavke, ker jaz nekako nisem bil navajen delati sam pred kamero. Jaz se ne čutim sposobnega biti zabaven, smešen, to ni v meni. In vendarle sem pa delal razvedrilne oddaje in sem čutil, da mora ta element biti v oddaji. Ja. Da moram imeti nekega, ne vem, Špilferderberja, ki naredi to, kar jaz ne smem. In tudi ljudje od mene od tega ne pričakujejo. In spomnim se, v tistem času ste imeli strašno uspešnico 5žensk.com. Ja, To je, točno. ne vem, vsa država je bila na kolenih pred vami, 5 žensk, seveda 5 igralk. In jaz sem bil na eni od teh predstav in seveda videl tebe v vlogi, ki si jo tam imela. Bilo ti je ime Amanda. Ja, Amanda, točno, seveda, ja, Amanda. In jaz sem tam v gledališču, jaz sem skoraj umrl, ko si bila ti na odru. Jaz se tako že dolgo nisem smejal, res. Skoraj me je pobralo. In sem videl to moč, ki jo imaš ti v sebi, torej tudi to, biti komedijantka, komično vlogo, to je redko posejan talent, to ni dvoma. In sem se zagrel za to in je steklo. Ne. In vem, da smo te poklicali, da sem te poklical, ne vem, kako je že bilo. Zagotovo ni bilo lahko. Ampak mi je Desa, evo spet Desa, rekla, kar pojdi Zvezdano na to pot, ona je zelo pogumna, ona te ne bo razočarala, ona bo zmeraj naredila vse, kar bo zmogla tisti trenutek. Ona je zelo pogumna ženska, tega ne bom pozabil. Prav ta stavek, da je zelo pogumna. In mislim, da preprosta beseda pove veliko in da je tako tudi bilo. In bila si Amanda tudi v moji oddaji, oziroma v najini takrat. In veš, kdo mi je tekst pisal? Jure Zrnec. Tudi Jure Zrnec, tako. Zadnji trenutek mi je pošiljal tiste štose. Ja, to si ga ti dobila potem, seveda, se spomnim.
Ja, ne, to je zagotovo, to ni lahka naloga. Težko, ja. Ko danes gledam nazaj, se mi zdi, da pogumno, namreč, ker je Nataša je bila res genialna. Ja, ja. No, Nje je Gašper Tič pisal tekste, on pa sta cel teden trenirala in je prišla Ana Marija je bila, ali kaj, ne. Analiza, tako, ne, Analiza, Primorka, ja. zelo izdelano vlogo, on pa sta to naštudirala. Mislim, nista te vloge naštudirala za našo oddajo, sta jo že imela prej. Aha. Ne vem, če se je rekla Analiza, ampak je bila že Nataša v tej vlogi prej v neki novoletni oddaji, nekaj takega, se spomnim. Tam smo jo videli, tako kot sem tebe videl v gledališču, tam sem jo videl v tej vlogi. To je kar pomembno, če delaš na televiziji, da ves čas hodiš naokrog. To pa ti delaš, ne? Ja, to jaz delam, ves čas gledaš, kaj se dogaja, kaj ljudje počnejo. A veš, ker nikjer ne veš, kaj te čaka, kakšen talent, super talent, odkritje, ki ga potrebuješ ali ki ga televizija potrebuje. To je tudi eden od privilegijev tega poklica. Ne? Ja, da spoznaš marsikoga. Pa da mu daš priložnost. Ja, pa da mu daš priložnost, kdo pa še naprej pa? Ja, jaz sem potem delal seveda tudi z Borisom Kobalom. Moram reči, da je sodelovanje z njim zelo unikatno. Ga včasih prav pogrešam. Namreč z njim delati je bilo, vse je pri meni zmeraj zelo spontano. Namreč nikoli nisva nič trenirala, nikoli se ni bilo treba nič dogovoriti. On je človek improvizacije, on je zelo močan v tem, on je tudi avtor tega, kar pove sam. In sva zmeraj nekako se super dopolnila. Brez vaje, brez vsega, s pogledi. Meni je njegov humor blizu, jaz sem se zelo zabaval ob tem, kar on počne. In ne vem, zmeraj, kadarkoli sva sodelovala, je bilo to uspešno. Zdaj po teh dogodkih, ki so se zgodili pred leti, po tej aferi, jaz sem tudi javno povedal, mislim, jaz nisem prekinil stikov z njim in tudi zdaj, če se srečava, sva vesela drug drugega, to je njegova zgodba, njegova usoda, to je njegovo breme, ne moje. Jaz sem ga takrat pripeljala na televizijo, ko sem imela pri vas pogovore. Mislim, da si bila prva. Ja. In mislim, da v bistvu takrat je vse presenetil s to svojo zgodbo in svojo bolečino tudi na koncu koncev. To je zgodba, tudi knjigo je napisal, kjer je vse napisano. Tako da ni treba meni nič dodajati. Jaz sem ga vesel, ko ga vidim, morda še kdaj. Zakaj pa ne? Mislim, da je v dobri formi. Takrat, ko sem sodeloval z njim, malo kasneje, sem v moji Sloveniji sodeloval še z Nino Valič. Točno, z mojo Niniko. S tvojo Niniko, ja, to sta kolegici v drami. V garderobi. V garderobi? Ja. No, lepo. Skratka, to je bilo pa odkritje zame. Njo pa je videl, ali kako bi rekel, ne, svetoval Boris. Ja, ker najprej smo imeli Borisa in smo rekli, rabimo še žensko, radi bi, da bi bilo nekaj novega, svežega in se on spomnil na njo. In smo jo povabili in to je bilo tudi lepo odkritje. Ker Nina je, no se ti jo poznaš bolje kot jaz, to je izjemna persona, ženska, igralka, prijateljica, odkrita, iskrena, taka čista duša, ki jo redko srečaš v tem svetu in sva se res prav vzljubila, moram reči. In hodila še na kave, še dolgo potem, ko več ni bilo oddaje. In tudi zdaj tu in tam jo vidim na kolesu in rečeva, kava. Ja, samo zdaj, da te kave ne prideva. Tako, a sem povedal vse? Zanje je bilo, veš, zelo, ker meni je ona povedala, da gre k tebi, ker se veš, mi dramski igralci smo vedno malo pod pritiskom, kadar delamo nekaj, kadar delamo komedije, kadar delamo v komercialnih gledališčih, češ, da to ni za nas, da mi tega ne bi smeli početi. Ja, poznam to. In ko je ona šla k tebi, je meni rekla, ne vem, pa bi se... Ampak potem, ko je dala, se pravi, vse to skozi, ti jaz lahko povem, ker sem z njo sedela v garderobi, ona je dobila tisto prepotrebno samozavest igralca, da je vreden, da je zanimiv in je tudi ona postala boljša igralka zaradi tega, bolj se je razcvetela, no bi tako rekla. Jaz tudi točno tako mislim in tudi tako sem jo videl, jaz hodim redno v dramo, gledati predstave, vse, kar naredite in sem tudi njo tako videl. In se mi zdi, da je v pravem času njenega življenja ta moja Slovenija prišla, ona je duhovita, sproščena, zna improvizirati, res super človek in ji je to pomagalo, koristilo, da je bila tudi zato boljša na drugih področjih, recimo kot igralka. Ta televizija ima svojo moč, ima tudi kakšen minus, gotovo. Kateri se tebi zdijo minusi od televizije? Mislim, ne vem, jaz včasih vidim, to je zelo odvisno od človeka, da je kakšen človek premlad prišel do prevelike oddaje. Zdi se mi, da včasih premlad človek težko to procesira, kaj je hipna, nenadna
slava, recimo temu tako, prepoznavnost. Kaj to pomeni? Da pravzaprav to ni nič, da to ne spremeni tvojega življenja v Sloveniji in da je treba s tem računati in včasih se mi zdi, da je to za nekatere preveč. In s tem se seveda nihče ne ukvarja. Se veš, sploh komercialni mediji potrebujejo nove obraze, vržejo te pred ekran, te porabijo, dokler si zanimiv, potem te odstavijo, no in ta trenutek je potem lahko kritičen. Ne? To sem razmišljala, namreč ti imaš že tako kilometrino. A ti na nacionalki že kdaj razmišljaš, da bi koga učil? Namreč to, kar se zdaj ti začel to temo, kako se ljudje pojavijo na kakih televizijah, ti veš, da se na družbenih omrežjih teh podcastov vsi vodijo, vsi se pogovarjajo in tako naprej. Ti pa jaz mečkem veva za razliko, ne sodiva in pač sprejemava, ampak kljub vsemu se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi kdaj pa, mislim, da bi ti koga, da bi te tvoje izkušnje s kom delil, da bi koga naučil. Seveda. Mi imamo na televiziji tudi akademijo, se pravi, tam je priložnost, da bi nove voditelje česa naučili, tisti, ki smo to že dali skozi. Je pa druga težava, trenutno nismo v zlatih časih televizije, ne vem, če še kdaj pridejo, tako da novih oddaj z novimi obrazi, z mladimi ljudmi, ki bi lahko začeli in potem nadaljevali svojo kariero, najprej pri manj zahtevnih oddajah in potem bolj in tako naprej, tako kot sem to jaz počel. Pravzaprav tako to ne gre več. Z več razlogov, prvič, ker ni novih oddaj. Drugič, če so že, bi vsi radi že nekoga, ki je že narejen, da ne bo tveganje preveliko. Torej, teh priložnosti, da bi se ti naredil, ni tako zelo veliko, kot smo jih imeli mi. In zelo pomembno je takoj, kakšna je gledanost, kaj o tebi mislijo na družbenih omrežjih, koliko imaš kje prijateljev, kakšen imaš odziv, vse je tako zelo pomembno, teh motečih držljajev zelo veliko. In mislim, da imajo danes mlade generacije bistveno težjo nalogo, kot sem jo imel jaz. Se mi zdi, da sem še za rep ujel zlate čase televizije in sem lahko šel po poti. Kje si se lahko v miru učil na koncu koncev? Tako, brez hudih pritiskov, jaz sem lahko delal male oddaje, pa malo boljše, nihče niti živ zaradi rejtingov, so mi dali učitelje, če so mislili, da nisem kje dovolj dober, so verjeli vame, so mi dali še bolj zahtevne oddaje in tako naprej do najbolj zahtevnih oddaj. No, to me skrbi, da zdaj ta dolga pot ni več na voljo, da je zdaj ta pot skrčena in može kar takoj biti top. Ali pa zasiješ pa ugasneš. Ugasneš in potem se sam ukvarjaš s sabo. Jaz sem razmišljala, ker jaz sem 6-7 let nazaj na televiziji, a veš, jaz tudi nisem vedela, da se znam pogovarjati na televiziji, takole, da imela nisem. To je ena posebna veščina. In ko sem jaz dobila to priložnost, so meni eni pisali naprimer, in komentirali, mislim, kaj bo zdaj ona stara baba, češ na televiziji, da ne smemo biti prestare ženske. In hkrati sem pa imela tudi svobodo popolno, da sem lahko v miru se pogovarjala in da mi je Rok, urednik Rok Smolej zaupal in da je to šlo tako naravno. Vidiš, to je zdaj nekaj si omenila, kar je zelo pomembno. Prvič, da imaš to svobodo, da prideš čim bliže temu, kar ti si in v čemer ti uživaš. To sem jaz zelo cenil na televiziji Slovenija, da nismo pod takim pritiskom tega, kar je všeč trgu ali oglaševalcem in da vendarle si lahko bolj ti kot kjerkoli druge. To se sliši enostavno, ampak ni tako enostavno biti pred kamerami točno to, kar si. To sploh ni tako enostavno. Morda se to tebi zdi enostavneje, ker si zrela in zdaj pa smo tam. Se pravi, za televizijo ta diktat mladih ljudi, mladih obrazov, to, ko si rekla, ko dopolniš sploh pri ženskah, se mi zdi, da je ta pritisk večji. Mislim, vse ženske mi tako vse govorijo. To se mi zdi kar strašno. Zdi se mi, da bomo čez to morali iti, ali že gremo malo, se mi zdi, mogoče. Se mi zdi, da je malo, mislim, da smo stopili čez ta rob in da bo to postalo, da to ne bo problem, oziroma da to ne bo nekaj, o čemer je sploh vredno kaj reči. To se mi zdi zelo pomembno. Čeprav tudi jaz, zdaj jaz nisem v najmlajših letih, jaz tega sicer ne čutim, moram povedati, ampak si včasih predstavljam, sem pred nekim velikim projektom, pred veliko oddajo, ki vem, da zmorem, vem, da bi to lahko naredil in si mislim, kaj če bi mi kdo rekel, ne, ti si prestar za to. Ja, zato, ker ti si moški, pa ti ne bojo rekli, ker ti si šarmanten, ko si starejši, dragi moj, veš?
To so predsodki. To poslušam ves čas, čakam, da se to zgodi, ampak če zdaj to ženske tako doživljate, da se to res tako, kako je tudi v gledališču tako? Ne, v gledališču ni se, zato mene to presenetilo, veš, v gledališču nikoli ne gledamo na leta in mislim, Seveda, ja. in to sploh nismo s tem obremenjeni, tako da, zato se tudi jaz nisem nikoli sekirala, če so mi rekli kaj tazga, tudi ko sem bila na televiziji, tudi ko sem zdaj, ker to je pač problem tistih, ki tako gledajo, ne? Ja, ampak ti si zrel človek, narejen, zdaj si pa ti predstavljaj 20 let starega človeka, ki pride v ta svet in mu vsak reče, kar misli. Po večini rečejo nekaj tisti, ki mislijo slabo, večinoma, in to človek pred 20-ih tega ne ve, jemlje to resno, bere komentarje, forume. Kako naj preživi, ne, v tem svetu? In se zlomi. Ja. Ampak veš kaj, jaz bi se šla nazaj, ti si nam prej začel eno temo, ki je meni, se veš, v teh časih, naprimer tudi, zdaj smo umetniki malo na tapeti, naše delo, ne, in tako naprej, in se zelo velikokrat slišim, da smo leni, da naj gremo vendar že na trg prodajati svojo umetnost, ne. In ti si zdaj govoril tudi, a veš, kako pomembno, mislim, jaz bi rada o tem debatirala, oziroma bi rada, da bi ljudje razumeli, kaj to pomeni, ko se ti moraš ves čas prodajati in moraš biti ves čas všeč. In govoriti to samo, kar veš, ker mi vsi vemo, kaj je treba govoriti, zato da boš čim več ljudem všeč. No, vidiš, zdaj si pa našla temo. Če si hotela to vprašati, se pravi, jaz delam v razvedrilo. Delam oddaje, ki bi morale biti všeč čim večjemu številu ljudi. In to je pomembno. V razvedrilnem programu ne moremo delati oddaj za neko majhno množico, neko elito, drobne skupine ljudi. To ne pride v poštev. Torej, ti moraš biti všeč ljudem. To, kar delaš, mora biti všeč čim širšemu krogu, ali vsaj čim manj ljudi moraš motiti. Jaz imam to nekako v svoji glavi, mislim, da to neko zavedanje, da tako je, že zelo dolgo, in zmeraj, ko kaj pripravljam za ekran, imam to v mislih. Ali to ljudi zanima, koliko ljudi to zanima, ali je to sploh za zabavno oddajo primerno, ali ni, in tudi s tem, zdaj, ko sem urednik, težim drugim. Rečem, ja, v redu, ste imeli to temo v oddaji, za koga ste imeli to temo v oddaji? Komu je to všeč, razen tebi? Koga imaš za gledalce? Veš, kdo so tvoji gledalci? In treba je ves čas analizirati, kdo so tvoji gledalci. Ne koga bi ti rad imel, ampak kdo so. Veš, te navade gledalske, to se zelo počasi spreminja. Ti ne moreš danes imeti enih gledalcev, drug teden pa drugih. To ne gre. Ti imaš neko skupino ljudi, moraš jih poznati, in jih moraš nekako lepo priti nasproti, če pa hočeš še imeti več gledalcev, moraš še to razširiti, sam to mora znati. Mislim, televizija je zahtevna obrt, to ni enostavno, vse izgleda enostavno na ekranu, ampak nič ni zelo enostavno. Veš, koliko časa najbolj enostavna oddaja vzame. Jaz vem, In kljub temu, da poslušamo, da ne delamo dovolj, da ne delamo nič in tako naprej, to je daleč od resnice. Poznam ogromno ljudi, ki delajo, kaj 8 ur na dan. Pač posvetijo svoje življenje nekaj oddaji. To je stil življenja. To je stil življenja. Ampak to pomeni, da ti v bistvu v klubu samo, jaz v teatru ne, a veš, mi smo trenirani, da sledimo resnici in da se ne prilagajamo publiki. Ja, seveda ne. To ne smete, to je absolutno ne. In ti pa moraš klubu samo se misliti. Kaj šele na komercialnih televizijah, ne? No, tam je to imperativ, tam je pač smisel njihovega dela, da so všeč ljudem oziroma oglaševalcev. Pri nas ni tako hudo, imamo svoje poslanstvo, lahko upravičimo, zakaj je malo gledalcev tam, zakaj jih tam je še manj, ker imamo neko poslanstvo, delamo oddaje, ki jih druge televizije ne. Ampak ko govorimo o razvedrilu, to je pa žanr, ki zanima komercialke, razvedrilo in šport in ta dnevno-informativni program to zanima. To tudi največ gledalcev nekako privabi. Zanima jih samo to, kar privabi največ gledalcev, in tukaj se borimo za iste ljudi. Vse ne obstajajo gledalci, ki gledajo samo komercialne, in gledalci, ki gledajo samo javno televizijo. Morda nekaj je tega, ampak načeloma se borimo za naklonjenost istih ljudi. In tega ne moreš ignorirati, ne? Ampak imaš kakšne pravila, kaj naprimer, kje je
A veš, kaj je ta tanka meja, nekaj, da je nekaj res poceni, kar poneumlja in nekaj, kar res zabava. A veš, prej mislim, hočem reči, jaz tle včasih gostim, naprimer, moj gost je Andrej Šifrer bil, a veš, mene je presenetal, kako sem bila tudi jaz površna. On je zelo, spevne pesmi, ampak vsa besedila imajo neko sporočilo. No, ampak hočem reči, ti moraš tudi tako gledati, ne pa? Vsak urednik svoje oddaje, vsak voditelj mora imeti, prvič, moraš imeti nek občutek. Nek občutek, ne? Se pravi, zabavne oddaje niso umetnost, to ni gledališče. Ja, vem, ja. In se tega tam ne gremo. In če se kdo hoče to iti, potem je zgrešil uredništvo. To je množična kultura, to je popularna kultura. Če ti želiš biti všeč ljudem, potem seveda to ni umetnost, da smo si na čistem. Ja. Zdaj seveda tukaj je veliko nijans, veliko nivojev, kako lahko to narediš, da je to boljše, da ni prepoceni, da je kljub temu všeč ljudem. Kaj ti ljudje, ko gledajo televizijo, oni ne razmišljajo in ne filozofirajo, ko gledajo, oni enostavno preklopijo. In to v hipu. To ni posledica dolgih premislekov, ali bi, ali ne bi, kakšno je poslanstvo in to. Ne. Ti moraš ves čas držati njihovo napetost in interes. In tukaj moraš biti kar spreten obrtnik, veliko moraš vedeti, veliko moraš biti iskren, videti, kaj ne deluje, kaj deluje, zakaj ima ta oddaja toliko malo gledalcev. Mora biti nek razlog. Ti gledaš verjetno tudi tuje televizije, verjetno veliko oddaje pa tega. In tvoje te oddaje, ki si jih ti delal zabavne, so bile avtorske, so bile tvoje, niso bile kupljene po licenci, ne? Nekatere so bile, nekatere ne, se pravi te oddaje, ki sem jaz delal dolga leta in desetletja, kot so bile Zoom, spet doma, te so bile naše, moje, ne? To smo sami nakombinirali, seveda z znanjem vsega, kar smo videli po svetu. Se pravi, v razvedrilu so neki mehanizmi, kaj užge. Imaš talk show, imaš igrice, imaš kvize, imaš tekmovanja, ali o petju, ali o plesu, ali o čemarkoli že. To so neki principi, ki jih moraš ti dobro nakombinirati, da narediš neko svojo oddajo. Potem so pa to tudi licenčne oddaje, kjer to naredijo drugi in ti ta recept prodajo, čeprav imaš zmeraj zelo veliko dela, da narediš uspešno oddajo. Tudi moja Slovenija je bila licenčna, tudi Joker, ki ga delam zdaj, je licenčna oddaja, ampak ti dobiš neko knjigo, piše gor Biblija, tako se reče, in vsa navodila, kako narediš oddajo. Ampak ne vem, recimo moja Slovenija je bila nizozemska oddaja. Ja. Kako lahko meni Nizozemci povejo, kaj je Slovencem smešno? Ne gre. Ne gre, ne? Kaj je Slovencem zanimivo? Tako da polovica na svetu neuporabnih, polovica. Ampak druga polovica pa zelo koristnih in ti moraš zdaj znati to nadgraditi, adaptirati, narediti oddajo tako, da ne bo nihče posumil, da si jo je izmislil gospod John de Mol, ki je Nizozemec. Tako, in to je tudi treba znati. Ne? To delajo tudi, se mi zdi, v gledališču to delate ves čas. Imate tuje tekste, ki jih nekako ponotranjite. Nam ne napišejo, kako bomo to odigrali. Mi si pač vzamemo svobodo interpretacije teksta. Ne? To je pa umetnost, se pravi, to je vaše delo, vaše poslanstvo, kar je super. Ne? V resnici mora biti to. Ne poznam tega občutka, ampak to mora biti veličastno, kako ti odkrivaš nov svet. A veš, kakšna svoboda je to, da ti ne rabiš biti odvisen. Se veš, danes smo mi vsi odvisni od všečkov, vsi smo odvisni, koliko klikov, koliko tega. V teatru pa se mi v bistvu v resnici lahko posvetimo temu, kako mi svet razumemo, vidimo in to lahko naprimer s tekstom zaštrikamo. Ja, to je, ne vem, kaj narečem, to je res strašen, morda privilegij, ne vem kaj. Jaz zato tudi tako zelo rad hodim v gledališče. Jaz hodim v veliko gledališč in pravzaprav, če ne grem enkrat na teden v gledališče, meni nekaj manjka. In grem gledati tudi predstave, za katere sumim, da mi ne bojo tako zelo všeč, ampak vseeno, rad vidim tudi nove igralce, všeč mi je, ko pridejo v kakšno gledališče gostovati, da vidiš ti, vse veš, novi ansambli, novi režiserji, to se drugače igrajo iste stvari. Tudi ko grem kam, kjer razumem jezik, seveda. Kjer je jezik, ki ti govoriš francosko? Učil sem se francosko, ampak jaz razumem dovolj, ampak ne grem v francosko gledališče, ker ne razumem dovolj. Grem v države bivše Jugoslavije, recimo grem zmeraj, kadar sem na Hrvaškem, v Bosni, v Beogradu, grem zmeraj v gledališče. To mi je najpomembneje, ko sem tam. Oni imajo tudi zelo zanimivo, pa dobro gledališče. Dobro, drugačno. Eno zadnje sem bil v Cankarjevem domu,
so gostovali Bitev teater iz Beograda. Drugače igrajo, enostavno, in to mi je zelo zanimivo. Pa tudi gledališča med sabo v Ljubljani, že recimo Drama, to je nekaj drugega kot mladinsko ali pa mestno gledališče. To so trije svetovi. In to mi je veliko veselje. Jaz se vedno, ko te vidim v prvi vrsti, ponavadi sediš, ne? Ja, ker imam, veš, abonma in pol imam fiksen sedež in sem v prvi vrsti. Ja, in vedno tako lepo ploskaš. Ja, mi nismo uravnoteženi. Veš, kaj to večkrat slišim zdaj na zadnje čase na televiziji, o tej uravnoteženosti. Pa zato, ker lahko primerjam z gledališčem, a je to res tako zelo pomemben, da bi moral biti uravnotežen, se pravi, da se čisto vsa mnenja, tudi tista, ki pravzaprav škodijo, morajo slišati. Hvala Bogu za razvedrilo, ta pričakovanja niso taka. Torej, nam ni treba, če povabimo zdaj tebe v goste, zdaj iskati nekoga, ki pa razmišlja čisto drugače kot ti, da bo to uravnoteženo. To se pričakuje od dnevno-informativnega, od političnega programa, zaradi teh političnih pritiskov. Se pravi, če ti povabiš enega, ki ima, ne vem, stališča na tej strani, se zdaj spodobiš enega, ki ima na tej strani, da ne bo zdelo, da ti navijaš za koga, da koga preferiraš in potem iz tega izvirajo težave. Govorim o politiki. Pa se ti ne zdi, da je cel svet se, mislim, začel tako zelo deliti? Kako ti gledaš na ta svet? Ker se kar da bi pokal po šivih oziroma kar da se hoče razklati na dve obli. Zelo, jaz sem tak aktiven državljan, jaz ne ignoriram tega, jaz spremljam, kaj se dogaja v svetu. Ni mi vseeno, tudi jaz tako čutim, kot si zdaj ti rekla. Zdi se mi, da smo prišli na neko obdobje, ki mi je neznano, ta občutja neznana, neka negotovost, ko je vse mogoče, ko se lahko vse spremeni, ko je vse, kar nam je dobro znano, lahko jutri že ni več tako, nek strah mogoče. Vse to se mi zdi je del našega časa, v katerem živimo. Sem tudi malo optimista, tako da mislim, da se ne bo svet razklal, da nismo tik pred hudo katastrofo, jaz tako mislim. Se tudi jaz upam, no. In si želim, da ko bo res zelo hudo, da bo ljudi srečala pamet. Upam, da to ni iluzija. Pa se mi zdi, da je jedro Slovencev vedno, mislim, res... Se je že dostikrat izkazalo, ne? Dostikrat izkazalo, da smo se znali odločiti prav. No, jaz na to računam, ne? Jaz na to računam, da ko bo res hudo in se bo treba odločiti in ko bo šlo za usodne odločitve, da se bomo odločili prav. In da ne bo tako hudo, kot zdaj morda zgleda. Drugače, ko pa gledaš to dnevno politično dogajanje doma in v tujini, moram reči, da si lahko, ne vem, te lahko doleti tesnoba. Jaz pravzaprav sem skoraj nehal gledati poročila in vse te prepire pred kamerami. To me kar obremenjuje. Raje se temu izognem. To sem te tudi hotela vprašati. Kaj pa ti pol gledaš na televiziji? Ja, jaz gledam kar veliko televizije. Eno je, da sem kar bombardiran z novimi oddajami, ki se ustvarjajo v svetu. Govorimo o razvedrilnih oddajah, ker zdaj, ko sem jaz del te mašinerije, jaz imam vpogled v produkcijo skoraj vseh oddaj, to si naročena razne spletne strani, kjer se te oddaje ponujajo, ki ti ponujajo seveda, da bi jih kupil ali pa da bi jih sam delal in potem jih gledaš. In to je neizmerno veliko oddaj. To lahko ure in ure na dan gledaš samo to, nimam toliko časa, ampak to, kar mi je zanimivo, pogledam. Vem, kako selekcionira te oddaje in to me zelo zanima. Potem pa doma pa, če že imam uro, 2 časa, pogledam kakšne serije. To je nekako to, kar me res zanima. A si v teh oddajah že najdu kakšno, ki bi jo, naprimer, hotel prenesti? Trenutno nimam pred očmi oddaje, ki si jo res želim zase ali pa za svoje uredništvo, ker sem pa tudi malo realen. Zdaj jaz se zavedam naših finančnih omejitev, ki so strašne, res velike. In jaz vem, koliko katera oddaja stane. Televizija je zelo drag posel. In ko ti se šteješ stroške za scenografijo, pa lučke, pa stilisti, pa gostje, pa priredbe glasbe, pa glasba v živo. Ko začneš ti seštevati stroške res velikih oddaj, se hitro ustaviš, ker veš, da tega denarja ne bo. In jaz potem teh oddaj sploh ne jemljem resno. Jaz vem, da kaj ne gledam te oddaje, če vem, da jih ne moremo narediti. Ne moremo. Mi ne moremo improvizirati, kot vi v teatru, pač ne bomo imeli scene, bomo pa na praznem odru naredili najboljšega Shakespeara. To na televiziji ni mogoče. Ni mogoče, ne. In zato potrebuješ veliko denarja, ki ga javna televizija nima. Zato izbiramo med formati ali pa med oddajami, ki si jih lahko privoščimo in računamo, da bodo vseeno ljudem všeč. Tako da zdaj čakam, da me doleti kakšna
oddaja, ki bi me zadela, kot me je včasih moja Slovenija. Zdaj, ko Ja. sem prvič videl, prav vem, da je bilo na sejmu v Cannesu, sem gledal to oddajo, ki je imela naslov mednarodni I love my country. In sem to videl in je bila tako zelo na začetku še in sem rekel, to bi pa mi lahko tako naredili, da bi bilo Slovencem zelo všeč. Ja. Tako bi lahko naredili, drugače. Ja. In smo bili zelo hitri, eni prvih, ki smo to oddajo kupili, potem je to kupilo še 30 držav za nami, ker sem tako verjel, da je to možno iz tega nekaj narediti. No, trenutno take oddaje ne vidim, tako nekaj malih, pa vendarle imam nagledanih tu in tam kakšno. No, zdaj si pa na primer gost ene male televizije, kjer sanja svoje male sanje. Mislim, ti nisi nikoli sodeloval z komercialnimi televizijami, te niso nikoli vabili? Ne, to pa ne, to pa ni res. Skratka, jaz sem začel delati seveda na javni televiziji, ker takrat komercialk ni bilo. Ja. In sem nekako postal človek, ki tudi razmišlja, kot nekdo, ki je zaposlen na RTV-ju. To je težko preklopiti na komercialno televizijo, ker poznam pa ljudi, ki so delali tam, ki so preklopili, ki so šli tja, povedali izkušnje, kako to gre. To ni ista stvar. In me pravzaprav zares ni mikalo nikoli. Zares. Očitno mi je bilo dovolj dobro. Imel sem super priložnosti, super oddaje, dober status, lahko sem počel ne ravno kar sem hotel, ampak kar so mi verjeli, zaupali, da sem jaz postavljal oddaje, ki sem si jih sam zamislil. To je kar, ne? Veliko zaupanje. Veliko zaupanje, tako. In so me tudi vabili kdaj na komercialne televizije. Vse so bile to resne ponudbe, ampak meni se ni zdelo vredno. Meni se je zdelo to preveč tvegano. Meni se je tudi zdelo, da je to enosmerna pot, da bom šel nekam, kjer že na začetku vem, da sem vsaj malo skeptičen bil, ne bi šel z veseljem. In potem pot nazaj, to se mi zdelo, da bi bilo težko in se mi ni zdelo vredno sprejeti te odločitve nikoli, zdaj pa sploh ne. Zdaj pa sem čez te, kaj ne rečem, ambicije sem že prespal. Namreč, a imajo, ki se spoznaš na ta televizijo pa na ta medij, a imajo vse države svojo nacionalno televizijo? Ja, to moram povedati, v Evropi je to tradicija od začetka televizije, se pravi 80 plus let nazaj, da je nekako javni medijski servis ima vsaka država. Tudi v Ameriki je, ampak so drugi parametri, da tako rečem. Tudi Kanada ima public service, kot reče, pa Avstralija. To obstaja, ta fenomen tudi zunaj Evrope. Ampak tako, kot ga mi razumemo, da se financira z javnim denarjem, torej s prispevkom, lahko tudi iz proračuna, lahko s kombinacijo, lahko z dohodnino, vseeno, ampak gre za nek davek. Se pravi, da država razume, da potrebuje javni medij, ki ga financira drugače, ne samo z oglasi, zato ker je to pomembno za demokracijo, je to pomembno za, ne vem, za kulturo neke države. Tudi za ustvarjalnost, da mi lahko igramo na televiziji, da se mi igravci, mislim, ker ljudje vidijo samo poročila, pa kako oddajo. Vsak vidi to, kar ga zanima. Ampak televizija je več, ne? To je največja kulturna ustanova v naši državi, od snemanja film do dokumentarcev, serij, zabavnih oddaj, športnih prenosov, informativnega programa, za otroke delamo, za mladino, imamo cel portal Dostopnost za tiste, ki so, ne vem, ne vidijo, ne slišijo, za invalide, za manjšine. Skratka, to je toliko programa, ne? Mislim, da če bi to ugasnili, bi šele ljudje videli, česa ni. Govorim o televiziji in radiju. Da je to pomemben dodatek v naši medijski krajini, ki ga se seveda mi, ki tam delamo, zavedamo, nam je to zelo pomembno in očitno. Ljudem včasih malo manj, imajo dovolj svojih skrbi in se jim brezhibno funkcioniranje javnega zavoda ne zdi tako pomembno. Ampak mislim, da smo za demokracijo, za to državo, da tako rečem, enako pomembni kot muzeji, kot šole, kot gledališča in tako naprej. Vse to se financira z javnim denarjem. Sej, verjetno komercialne televizije tudi prispevajo neko, ne? Ja. Ker jaz se spomnim, vsaj tukaj na Areni nimam tega občutka, ampak se spomnim, da so komercialke vedno, nacionalka pa komercialke vedno tekmovale, ne? Ja. Ampak tudi
tu ne bi bilo treba mislim, Mislim, malo tekmujemo, malo pa tudi ne. Se pravi, nekaj... A veš, danes je gumb, ti v 5 minutah zamenjaš 5 televizij, če češ. To nas boli. To nam ni všeč. Zato mi tekmujemo, ker se ob isti uri dneva borimo za iste ljudi, ki so doma. Med 6 ali 7 zvečer in 10, ko je prime time, ko največ ljudi gleda televizijo, takrat se mi borimo, da bomo čim več zase dobili. To je bitka in to je tudi tekma. Tega ne moremo ignorirati, ker ni poslanstvo javne televizije, da te nihče ne gleda. Kakšno je to poslanstvo? To je brez veze. Tako kot prazno gledališče, to nima smisla. Ne, ti moraš tam govoriti. Morda manjši del, morda druge ljudi, ampak moraš vedeti, za koga delaš. In mislim, da se s komercialko v nekem segmentu tudi dopolnjujemo. Komercialna televizija počne ali snema reči, ki jih mi ne, ni naše poslanstvo, nas ne zanima, je preveč odvisno od komercialnih prihodkov in tako naprej. Delamo tudi oddaje, ki jih nikoli ne bo komercialka počela, potem pa počnemo stvari, ki jih počnejo in oni in mi, tam pa se borimo. Tam se pa borimo za gledanost. Tako, ja. Ampak kaj pa naprimer, kaj rečeš na to, ker namreč zdaj tudi te reklame, tudi ta oglaševanja, vse se v bistvu, vse se spreminja. Meni je jaz vem za to, da mi je Rok rekel, da televizija na tak klasičen način, ko se ti usedeš in gledaš program, pravzaprav izginja. Vrti se ogledi nazaj, mislim, da grejo da je televizija povezana z spletnimi omrežji in tako naprej. Tako da to se zelo spremenja. To se je spremenilo zazdana v zadnjih 5 letih. Po koroni recimo, zelo. Se pravi, linearno gledanje televizije, torej gledanje takrat, ko je oddaja na sporedu, včasih sem jaz imel v nedeljo ob 8 oddaje. Takrat se je usedlo pred televizijo in se je gledalo. Tega skoraj ni več. Se pravi, ljudje so postali gospodarji svojega časa in gledajo takrat, ko imajo čas, ko želijo in kar želijo. In tehnologija jim pride nasproti. Ali gledajo z zamikom, se pravi 7 dni nazaj, lahko gledajo, kar hočejo, lahko preskočijo oglase, lahko preskočijo pol oddaje, če jim paše. Skratka, so gospodarji, so svobodni. Potem imajo vse oddaje na raznih serverjih, aplikacijah, se pravi, mi imamo 365, pogledajo oddajo, kadar želijo, z zamudo, en mesec kasneje. Mi smo na YouTubu, ne? Potem, ali na YouTubu, ali na drugih. Možnosti je zdaj res veliko. In sploh mlade generacije, ta koncept, da imamo doma v dnevni sobi televizor, ob katerem se zbere družina in vsi gledamo isto oddajo, pa to je, ne vem, prazgodovina za mularijo. Tega vsak v svoji sobi gleda svoj računalnik ali svoj televizor ali pa telefon, tudi to jim je dovolj. Čeprav zdaj, ko si se dotaknil družine, mislim, da v tem svetu v bistvu izginjajo, katere so tvoje vrednote, me zanima. Ker tudi družina, tudi ta majhen detalj, ki si ga omenil, da se ne usedemo več, magar pred televizijo ali pa skupaj za mizo, ko za jest ali pa ko kaj praznujemo tega, če dalje manj, ne. Te vrednote izginjajo. Katere so tvoje vrednote in brez katerega česa ti v bistvu ne bi živel? To je zdaj tako zelo filozofsko, to moram zelo pomisliti. Zdaj, če grem čisto od tega, kjer sva ostala, to, da se ljudje, družina zberejo, ali pri kosilu, ali pri večerji, ali pa pred televizijo. To je nek obred družinski. To je pomembno, se mi zdi, da ja. In starši nimajo lahke naloge, zdaj v tem času, recimo z otroki, ne vem, kdaj se to začne, 8 let naprej, ko postanejo dražljaji družbenih omrežij, telefončkov in računalnikov zelo močni, to doseči, to sidrišče, to se mi zdi, da je težko, da so naši starši imeli lažjo nalogo, se zdi se mi. In meni se zdi to kar pomembno, sploh zdaj z leti, sem pravzaprav jaz na svojo prvo družino, da tako rečem, se pravi mama in sestra in tako, v bistvu sem dojel, da mi je to bolj pomembno, kot sem si kadarkoli mislil. Ker sem videl, da ko je v življenju res kaj narobe, ali pa ko si v stiski, ali pa tudi malo zgubljen, ali pa brez volje, da so oni skoraj edini, zdaj jaz nimam družine, nimam otrok, to je morda drugače, če bi bilo, da so oni tisti, na katere res lahko računam.
In tako je verjetno v družini prav, da so to ljudje, na katere lahko vedno računaš. In to ni tako enostavno ali pa samo po sebi umevno. In to je treba znati ceniti in te odnose tudi vlagati. To sem z leti nekako spoznal in se mi zdi vredno vlagati v meni drage ljudi. Lahko je to moja družina, lahko bi bili prijatelji, kdorkoli. Zdi se mi, da je to najpomembneje. Torej, imeti to neko bazo ljudi, ki so tvoji, ki bodo stali ob tebi tudi, ko morda ne boš imel čisto prav, ne, ker zmeraj nimamo prav in tudi kdaj naredimo kaj narobe, da ti bodo opora. In z leti vidiš, kje to oporo najdeš, zares, in kje samo fiktivno. Ne. Jaz moram tudi reči, da je moja mama, naprimer, jaz imam 3 otroke, pa to, zdaj še zgleda, nisem toliko stara, da bi to čutila, ampak v bistvu je moja največja podpornica mama, celo življenje. Vidiš, no, tudi jaz lahko to rečem, ne, kar se tiče moje mame, mislim, tega se ne da spremeniti in to je mi je všeč, cenim to, jaz nisem doma, jaz ne živim doma, mamo vidim, ne vem, na 2 meseca ali pa kaj takega, ampak to čutim nekako. Ona je Štajerka, ne? Ja, mama živi v Mariboru in se tako dobro počuti na Štajerskem, da ko jo jaz povabim, jaz stanujem na Dolenjskem, da bi prišla na obisk, ni to tako daleč, ne se zdi, da gre v drugo državo, ona se tudi tako počuti. A veš, prav, ko pride čez Trojane, se ona počuti drugače. Ona čuti drugačnost. Če znaš kaj reči po štajersko, čuje? Ja. Znaš kaj reči? Znam, seveda znam. Ko grem v Maribor, rabim nekaj časa, da pridem, moram biti med samimi Štajerci in potem se jaz malo omehčam. Pol preskočiš, tako je pa. Potem preskočim. Sicer pa zelo težko v Ljubljani, zelo težko prav, razen če se malo šalim, recimo, ne, kar mi pa tudi ni všeč, zakaj bi se šalil iz svojega dialekta, ne, iz mariborščine, zakaj bi to bilo zmeraj smešno. Ne, in mi je včasih všeč. Kar se nam režijo, kadar začnemo po domače govoriti. Ne? Mislim, to je smešno. Ne? Ja. Ti imaš recimo sploh drug dialekt, ne? Imaš ta bolj proti Ptuju, to Mariborčani zelo slišimo, ne? Da to ni mariborščina. In jaz imam nečaka, ki govori tako krasno to mestno govorico mariborsko. A res? Tako, če bi še jaz bil slovenist, da bi jaz delal kakšne raziskave, jaz bi prav njega vzel za model tega mestnega mariborskega govora, ki se mi zdi, da je popoln. Tako, jaz ga prav poslušam perfekten. Ne? Mi je všeč pravzaprav. Si predstavljam, oni tak nekak lep, kot da bi malo po slovensko govorili, ampak je... Mislim, to ni dialekt, je že malo nad dialektom. Tudi popolnoma suvereno, oni govorijo tudi v javnih nastopih, brez težav, tako. Ker jaz zmeraj, ko sem bil še v Mariboru, če je šlo za res, ko sem nastopil na odru ali pa če me je dokaj snemal, sem jaz takoj imel občutek, da moram svoj jezik zradirati. Ti je že mama, tukaj jaz sem prišla zelo preproste družine, tako da nisem čisto dobro vedela, če ne, v krožku sem zvedela, da obstaja tako zelo res pravilna slovenščina. A ti si pa to že imel? Ne, od doma ne. Ne, sploh ne. Jaz sem spet v krožkih, tako kot praviš, sem gledališki krožki, recitacijski, ne vem kaj. Sem jaz dojel. Ne, nisem nikoli šel, niti pomislil nisem, da bi šel na akademijo, ampak zelo rad sem nastopal, kar je očitno. Ja. In te gledališki krožki in res sem tako rad recitiral. Jaz sem bil najbolj srečen v šoli, če mi je učiteljica dala res dolgo pesem se za naučiti. Ja. Vem, uvod k Krstu pri Savici, cel uvod, ogromno verzov. Ali pa jaz sem znal na pamet, ne vem, solzice od Voranca, cele solzice na pamet. Ja, to se mi zdaj zelo pomembno, da jaz to znam tudi povedati potem. Zdaj mislim, da se nisem več sposoben naučiti tega. Tako se mi zdi, da ne več. No in sem dojel, kako drugače se sliši tekst, če je govorjen knjižno. Ja. Zdaj v osnovni šoli zagotovo moja slovenščina ni bila taka kot zdaj, ker se veš, Štajerci pa široki oji, pa polno težav z naglasi. Sigurno se je slišalo, da sem iz Maribora. Jaz tudi. Mislim, meni se tudi slišim, da. Jaz vsake toliko časa, ki moram kaj brati, a veš, na Prima Vista, mislim, narobe preberem, ne, otroci, pa ne vem kaj, in kar naenkrat več že ne vem, kako je pravilno, ne. Ja, ker mi se moramo, no evo zdaj lahko mi malo svojo bolečino štajersko poveva, dejansko se moramo vsakega širokega oja naučiti. In to Gorenjci in Dolenjci ne razume, da ti se moraš naučiti, da je okno, da ni okno, ali pa da je svoboda, čeprav bi ti rekel svoboda. In bi to bilo simpatično nam, ne. Tako da to je težava, to je nek projekt,
Jaz sem se ga z veseljem lotil, tu sem šel študirati slovenščino in tam sem potem še lahko bolj poslušal, izpilil, tudi razumel, zakaj, kje je kakšen glas, ki ni v moji. Ti si prišel na televizijo, si že znal lepo slovenski, ker jaz sem prišla na akademijo, sem se morala vseeno naučiti, ne? Mislim. Aha, ampak so te vzeli. Meni je rekel Polde Bivič, Zvezdana na glas čitaj vsako jutro Delo. Po slovenski. Po slovenski? Ja! No, to pa je. Ja, ne, jaz sem prišel na televizijo po 4 letih študija slovenščine in kaj ne rečem, bil sem dojemljiv za ta zborni jezik. Prišel sem na televizijo, zagotovo moja slovenščina ni bila perfektna, tudi zdaj ni, ampak dovolj dobra, da me niso popravljali. Meni pa je bilo zelo pomembno, da se učim, da sem na glas bral, tako kot si rekla, da sem šel pripravljen na oddaje. Jaz sem te prve oddaje, ki sem jih delal 100 let nazaj, jaz sem znal celo oddajo na pamet. Iz strahu, da ne bom kaj improviziral in da se bo slišalo, da ne znam naglasiti ali da so moji naglasi. Ja, in sem jaz znal celo oddajo na pamet. Kar je šlo. In nisem imel težav s tem. Sem se rad pripravil, naučil in potem sem slovel po tem, da Mario, on je pripravljen. To je vse pripravljeno. Nisem se prepustil na ključu. Ko sem bila jaz prvič pri tebi gostja, se spomniš ti, psa Bobtaila sem pripeljala? To je bilo pa še v Zoomu. Ja! Kje je to bilo? Tega kužeta ni več, ne? Ne. Ampak se spomnim, kako me je bilo mene strah, kaj me boš vprašal. Tako in mislim, da imam neko eno sliko doma še iz tega časa. Jaz sem hotel, kar se gostov tiče vdaje, jaz sem vse potem, ko me spoznaš, je verjetno bilo drugače. Vsakemu gostu povem, ne skrbi ti, jaz ne bom nič takega naredil, kar ti ne bi bilo všeč. Ker se mi zdi, jaz nisem čutil, da bi jaz moral z gostov vrtati nekaj, kar oni nočejo. Ali pa da bi jih slabo voljo spravljal, ali pa da bi bil nesramen, ali pa da bi koga ponižal. Meni to ne vzbuja nobenega zadovoljstva in ravno obratno. Jaz sem hotel, da so moji gostje kralji in kraljice večere in sem se tako tudi obnašal. In noben gost se, ne vem, ni se bilo treba sekirati, kaj me bo vprašal, kaj, ni bilo te skrbi. Kar je na nek način ok, to je potem tudi moj imidž postal, da sem prijazen. Po drugi strani pa seveda ti ne moreš biti preveč provokativen za to, ti moraš potem svojo moč iskati druge. In to je včasih težje, včasih je lažje biti oster ali pa nesramen, kot pa biti zanimiv, pa prijazen, prijeten. Tako. Jaz isto svojim gostom rečem, nič se ne bat. Nikoli vas ne bom vprašala, če bom začutila zadrego, nikoli ne bom šla noter. Ker si sebe predstavljam, da naprimer zdaj rečem nekaj pred celo Slovenijo in da me bo pol sram. Mislim, zakaj bi to komu prvoščila? Sam to mora biti v tebi. Ti moraš tudi to čutiti. Sej, z toliko ljudmi si se pogovarjala, da točno bolje veš kot jaz. Ko se pogovarjaš s človekom, sploh prvič, ali pa z nekom, ki ga ne poznaš, to zdaj jaz doživljam v kvizu. Jaz se pogovarjam tam z ljudmi, ki jih ne poznam. In mi je to tak profesionalni izziv, da ti ne znam povedati. Jaz srečam nepopisan list pred sabo. To je drugače, kot če te nekdo pride, ki je že medijsko izdelan. To so ljudje, ki nič ne vedo o kamerah, pa o medijskem svetu. In zdaj jaz moram biti do njih tako, moram znati priti do njih, da ti zaupajo, da ti kaj povejo, hkrati ne predaleč, moraš začutiti, da se moraš ustaviti, moraš začutiti, na katere gumbe pritiskaš, pa bolje, da ne. To moraš vse v hipu začutiti in moraš biti dojemljiv za to. Tudi to je nek dar, tako da sem to odkril v sebi zdaj prav pri teh ljudeh, ki jih imam na stolu pred seboj, da mi to gre kar dobro, da se rad pogovarjam z ljudmi, ki niso slavni. In da v vsakem človeku, ampak res v vsakem človeku najdeš nekaj. Neko zgodbo. Tako, najdeš neko zgodbo brez težav. Včasih ljudje mislijo, da to ni vredno, da bi se povedalo, včasih so ljudje skromni, pa smo tam, pač bodimo skromni, ampak vsakem najdeš nekaj, za kar se lahko primeš, nekaj, s čimer lahko človeka dvigneš, mu daš samozavest, veljavo. In kar on nas tebe tudi lahko nauči. Odpre pogled na življenje drugače. No, to je pa sploh lekcija zadnjih let, kar delam Jokerja, to je zdaj že 7 let. Koliko sem jaz od teh ljudi dobil? Vsak mi je nekaj povedal.
nekaj dal. Jaz včasih pridem domov in se pogovarjam, pa poslušaj, kaj je ta človek preživel. Kaj je ta človek, kako živi doma, kako ljudje preživijo in ne tarnajo in tako naprej. In mi je to velik navdih in tudi privilegij, moram reči, nisem se nadejal, da bom prišel do tega spoznanja. Tako da me včasih vprašajo, kaj pogrešaš pogovore z znanimi, imenitnimi zvezdami in tako. Ja, tudi kdaj, moram reči. Zato sem si tudi zmislil to rubriko, v kateri si tudi ti bila, na polovici oddaje, da pride kdo iz tega medijskega sveta, to da nek poriv oddaje, ampak hkrati mi je pa to ravno tako velik izziv kot vse ostalo. Glej, jaz sem napisala z Rokom knjigo Pogovori, ki so mi spremenili življenje. Ja. Jaz sem se, to, kar si zdaj povedal, res začudila, ker jaz kot igralka nisem pričakovala, da se bom od zgodb ljudi toliko veliko naučila. In da me bo to v bistvu tako oplemenitelj. In zato sem danes tudi tako zelo vesela, da si bil z mano. Ja, hvala. Mislim, da sva tako pokramljala. Prav pokramljala, kaj je že konec? Ja, konec! Vidiš, to pa je tako, ko prijetno kramljaš, to hitro mine. Ja. In v tem kar uživam. In zdaj, če to že najna ura mimo, res hvala, super je bilo. Res ti hvala Mario. In zdaj jaz, na primer, vedno odkole kar na slepo odprem, kje se mi odpre, kjera misel nama je poslana, je nama kakšna misel poslana, no, je ali ni. Lej, to je, ja veš, tako kar, evo. Boš prebrala? Ja. Prosim. Naučiti se moraš spreminjati življenjske napake v izkušnje in življenjske lekcije. To sva mi dva danes dobila. Vse to počneva, a ne? Tako, podpišem. Ja, hvala ti. Hvala. Se vidimo naslednji ponedeljek ob 8. Hvala vam.